preteklost je kompleksna, ona je tudi kontradiktorna, tako kot sem rekla, tudi za žensko vprašanje. Ne? Ona ni enoznačna. Takrat so si prihodnost ne le predstavljali, ampak so si jo celo predstavljali boljšo. Ilustracija je lažji, ti delaš honorarno, niti treba biti v določenem času, evo, otrok zboli, lahko si doma delaš. Ampak to so neke takšne bizarnosti, da potem, govorimo o naši kulturni zgodovini, skupni zgodovini in zdaj pač, a veš, tudi potem se vidi, kakšen imamo odnos do umetnosti, se pravi, oziroma do vsega. To, kar poseduješ, s tem lahko narediš, kar želiš. Veš, to je zato, ker nimamo likovnega sazasa. Ja, ne, prosim, pač ne. IPF, ja. Ne, ampak hkrati, a veš, mislim, stvar je, ne. En kup risank je nastalo v zadnjih letih. Točno, recimo daj mi primere ene risanke. Recimo Adventure Time je eno od takih. Je ne poznam. Ampak ni Adventure Time, to je za odrasle risanka. Ne, risanka originalno mišljena za otroke, čeprav jo gleda dosti odraslih. Isto je Steven Universe. Odlepljena od tega dela, ampak se samo vežejo na neko spekulativno vrednost umetniškega imena kot genija. Drage poslušalke, dobrodošle v 8. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes je z nama doktorica Katja Kobold, komparativistka, kuratorka, feministka in še marsikaj, trenutno raziskovalka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. Raziskuje ilustratorke v založništvu za otroke v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji ter zanj značilne in spreminjajoče se produkcijske in kulturno-politične pogoje. Zdravo, Katja. Zdravo. Pogovarjali se bomo o aktualni razstavi Biba Buba Baja, ustvarjanje za otroka socializma. Gre za razstavo, ki je kot fragment Katjinega raziskovanja trenutno na ogled v Centru ilustracije na Stritarjevi v Ljubljani. Razstava širši javnosti približuje otroško ilustracijo, ki je v Jugoslaviji nastajala izpod rok ženskih ustvarjalk. Spregovorili bomo o raznovrstnosti tedanje ilustracije mladinske knjige, o vsebini posameznih periodih, knjigah, samih pogojih dela ilustratork, oblikovnosti in s tem povezani domovinski vzgoji in otroški ustvarjalnosti, tudi propagandi, zgodovini in politiki. Na kratko, kaj so denimo v zgodnjih cicibanih konzumirali otroci v 50-ih in kaj to pomeni in zakaj se moramo o tem pogovarjati. Z vami sva tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš. Ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posladek, kjer klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Zelo pogosto pa klepeto povabiva sogovornika, ki je na tak ali drugačen način vpleten v delo kulturi. Vse reference, ki jih omenimo tekom podcasta, jih polinkamo v opis. Če vam je všeč, kar delava z Jernejem, nam lahko na Buy Me Coffee donirate drobiž za kavo. Link je spodaj. Kar dajmo klikant, ker sva brok. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Ok, če gremo kar direkt na razstavo. To je razstava, ki se trenutno nahaja v Centru ilustracije, tukaj na Stritarjevi v Ljubljani, kjer tudi danes to snemamo. To razstavo sva midve s Katjo kurirali skupaj, čeprav sem jaz v bistvu bolj prevzela ta prostorski postavitveni del, medtem ko se Katja s tem ubada že kar nekaj časa. Pa bi mogoče začeli s tem, kako je sploh prišlo do raziskovanja točno te tematike in kako je tebe napeljalo na to. Najprej bi se ti jaz želela zahvaliti, Maša, za lepo in produktivno sodelovanje znotraj razstave. Kakor si rekla, je razstava en fragment mojega raziskovanja, ki sem ga pred dobrim letom oziroma 2 leti in pol začela na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU.
Idejo za to samo raziskovanje, ta ideja je pa veliko starejša. Dostikrat je namreč tako, živimo v časih tako imenovane neoliberalne akademije. Se pravi, tudi znotraj raziskovalnih inštitucij je podobno tako kot na področju kulture in umetnosti, da je večina pravzaprav raziskovanja se zgodi za voljo eksternega financiranja, katerega najprej pač raziskovalke in raziskovalci moramo zagotoviti. In to je tudi v bistvu predzgodba tega projekta. Jaz se že vrsto let, pravzaprav večino svojega profesionalnega delovanja, to je zdaj že, sem z njim v 3. desetletju, ukvarjam in tudi že med študijem na primerjalni književnosti in na novinarstvu v Ljubljani, sem se ukvarjala z tako imenovanim ženskim avtorstvom. In to je nekaj, kar zasledujem zdaj že teh 25 let znotraj pač različnih dejavnosti, kakor se je rekla, tako raziskovalnih, kakor tudi kustovskih in tudi pedagoških. Zdaj k sami predzgodbi tega projekta. Se pravi, jaz nisem umetnostna zgodovinarka, ampak se s področjem umetnosti ukvarjam tako praktično, kakor teoretično, iz nekega kulturološkega, družbeno-kritičnega in umetnostno-kritičnega vidika, in tako nisem mogla spregledati, da predvsem seveda za slovensko okolje, in potem me je to zanimalo tudi v neki razširjeni perspektivi, nisem mogla spregledati dejstva, da so pač umetnice, vizualne umetnice, ki so predvsem poznane širši javnosti, da so one pravzaprav znotraj slovenskega prostora v drugi polovici 20. stoletja veliko večkrat posegle po ilustraciji, kakor po nekem svobodnem slikarstvu ali pa grafiki, oziroma da so znotraj nekega kulturno-zgodovinskega spomina veliko bolj prepoznavne ilustratorke, kot so to slikarke znotraj tako imenovanih avtonomnih umetnosti. In to je bilo pravzaprav to prvo vprašanje, ki me je potem začelo srbeti, zakaj je to tako, in to je bila odskočna deska za raziskovanje. Kako je to pravzaprav pol privedlo do ilustracije oziroma otroške ilustracije? Kako te je pot prinesla do tega? Ja, se pravi, na začetku je bilo to, vedela sem hkrati, glede na to, da pravzaprav vsa področja mojega delovanja precej zaznamuje tako imenovani pojugoslovanski prostor. Med drugim smo z enim pojugoslovanskim kustovskim kolektivom Red Mind skupaj z Jeleno Petrovič, Danijelo Dugančič in Dunjo Kukovec smo ga soustanovile in vrsto let vodile program Živi arhiv oziroma Living Archive, ki je med drugim potem tudi doživel eno svojo iteracijo kot 54. oktobarski salon v Beogradu. Skratka, moje področje zanimanja je poleg tega, se pravi, žensko avtorstvo in jugoslovanski oziroma pojugoslovanski prostor. Zakaj? Zato, ker je kljub tej neki, rečemo, časovno gledano, neki efemerni časovnici, govorimo vsega skupaj 48 let, ravno ta zgodovina, ta nek skupni socialistični projekt, hkrati pa tudi njegov nasilen razpad in potem vsi pravzaprav bolj ali manj nasilni procesi razdružabljanja, kateremu smo priča v vseh kontekstih pojugoslovanskih, v nekaterih bolj saturirano, v nekaterih manj, je zelo zaznamoval sodobnost. In tudi za samo recimo zgodovino, če smo zdaj sodobne umetnosti, je, se pravi, kakor bi rekli Angleži, seminalen, se pravi, nek zelo tak tvoren moment ta jugoslovanska izkušnja bila. In nenazadnje sem jaz tudi komparatistka, se pravi, načeloma se stvari rada lotevam primerjalno. To je pač, ko bi rekla, ena zelo uveljavljena metoda, ne samo znotraj primerjalne književnosti, ampak tudi na drugih poljih. In ker je situacija pač takšna, da je ta produkcija
iz tega časa v veliki večini pravzaprav odpisana. Ne? In to dejansko fizično pol tudi zgleda tako, da so te primerki, ki jih jaz pregledujem, dostikrat opremljeni z žigom za odpis, ker gre večinoma za, in o tem je tudi poročala ena kolegica, namreč dr. Dora Komnenovič, knjižnice odpisujejo gradivo, to delajo vedno, predvsem pa seveda odpisujejo tisto gradivo, ki ni več, ki se ne sposoja več. In v primeru tega gradiva, ki smo ga potem z Mašo tudi razstavili, tukaj v Centru ilustracije, ostaja nekako na policah, predvsem tako imenovani žanr fantastike. To so knjige tipa Moj dežnik je lahko balon, ali pa recimo tudi, se pravi, to je Ela Peroci, ali pa recimo znotraj slovenskega konteksta še Polonca Kovač in pravzaprav velika večina drugih, kot tudi Leopold Suhodolčan, Kaj Tankovič, Svetlana Makarovič, tukaj so recimo dela, kot Moj prijatelj Piki Jakob ali pa Pekarna Mišmaš, tako, čist neki, da vemo, kaj si pod tem žanrom predstavljati. In to je pravzaprav ta žanr, ki so ga začeli spodbujati načrtno, kulturno-politično in uredniško znotraj socialističnega okvira, potem lahko tematiziramo tudi zakaj. Ampak pravzaprav je to ta ena izmed redkih vsebin, ki je danes še nekako znotraj tega literarno pa kulturno-zgodovinskega spomina. To pomeni, da se jo še ponatisuje, da se jo v knjižničah še izposoja, da je uvrščena na razne bralne značke in pač da na druge načine ostaja živa. Medtem ko so pa druge vsebine, ki so potem bolj vezane na sam spomin, na narodno-osvobodilni boj ali pa na načine življenja v takratni družbi, bodi si to je nek pionirski vsakdan ali pa same komemoracije, državni prazniki, kar se tiče globalnih razsežnosti, kakor so neuvrščeni in tako naprej. Te stvari so pa bolj ali manj izločene. Zakaj so izločene, lahko tudi potem mogoče kasneje spregovorimo. To Jernej, ko si ti vprašal za otroško ilustracijo, se to je po moje potem tudi posredi, da se je veliko ženskih ilustratork pač ukvarjalo z otroško ilustracijo, ker je tam tudi bilo največ dela, če prav razumem. Tako, ja, se pravi, mi imamo povojno situacijo takšno, da je skoraj polovica prebivalstva pod 18 leti. In če so pač hoteli dejansko prenoviti to družbo in jo prenoviti na nekih drugih temeljih, so mogli nujno vključiti otroke in ne samo otroke, tudi ženske. Mi moramo vedeti, da leta 1946 ženske dobimo ustavno sufražetsko pravico, se pravi volilno pravico, in to v kontekstu neke bivše kraljevine, kjer v nekaterih predelih, kot je recimo Srbija, ženske niso mogle niti dedovati. One niso sploh bile v tem smislu nek pravni subjekt, se pravi, to je dejansko na nekaterih področjih bilo pač zares zelo revolucionarni pristop k sami emancipaciji. In tudi pač to vprašanje otrok se je vedno vezalo na tako imenovano žensko vprašanje. In to skozi celotno časovnico Jugoslavije, najprej seveda za antifašistično fronto žensk, ki je bila zgodovinsko gledano še vedno najbolj množična ženska organizacija, ki je bila znotraj NOB-ja in potem tudi povojne situacije, ker ni bilo veliko družbenih struktur skrbstvenega dela, nujno potrebna in je dejansko zelo veliko pripomogla ne samo k sami osvoboditvi, ampak tudi delovanju te družbe. In potem se je seveda z postopno konsolidacijo samih takrat državnih, ki pa so bile javne, to jaz mislim, da je pač ena iz naše perspektive, ena od stvari, ki jo zelo težko razumemo, da takrat je dejansko šlo za javnost. Država je bila javna stvar, imeli smo družbeno lastnino, nismo imeli državne lastnine. In to, kar se zgodi recimo v postsocialističnem času, na primeru Bosne in Hercegovine v času vojne, prva stvar, ki jo naredijo, oni podržavijo družbeno lastnino. Zakaj? Zaradi tega, da potem lahko pač država oziroma skupine, ki upravljajo z državo, upravljajo tudi za to lastnino. Kako so upravljale?
je pač ena druga zgodba. Ni druga zgodba toliko zaradi tega, ker je kar neki, se pravi, večino pravzaprav založb, katerih programe sem jaz pregledovala, je bankrotiralo. In mi tle govorimo o gigantih. Recimo Detska radost, vezana na Novo Makedonijo, ogromen založniški projekt leta 2003 skozi privatizacijo propade. Celotni arhiv Detske radosti se znajde na smetišču, Dečje novinje iz Gornjega Milanovca, ki je bil tak gigant, to preučuje moja kolegica, naša predstojnica na inštitutu, dr. Tanja Petrovič, zelo dejavni na področju periodike, mladinske in tudi stripa, propade, čeprav je to bilo podjetje, ki ni v tistem času prejemalo nobenih subvencij, ampak je bilo dejansko na tržišču. Skratka, ja, pač v to posocialistično bankrotno maso je pravzaprav padlo velika večina založniških projektov. Z osamosvojitvijo je, čeprav je Mladinska knjiga, naprimer, kot prva založba povojna za otroško in mladinsko književnost in periodiko v Sloveniji deloma ohranila tudi te trge. Osamosvojitev je za slovensko založništvo pomenila okrenitev trga, ker so v času socialistične Jugoslavije je bilo zelo živo koprodukcijsko pa prevodno sodelovanje, tako da že zelo kmalu po vojni imamo mi pač projekte, kjer za prvim izvirnikom, recimo v slovenskem jeziku, hkrati izide najmanj pač ta knjiga v najmanj 6 prevodih, in se prodaja po celi državi. Vezano mogoče samo še za to založništvo, ko gledaš potem načine organiziranja tega založništva, pa tudi, to je tudi potem povezano z samim delovanjem umetniškega sistema v tistem času. Iz današnjega stališča imamo mi neko predstavo, takrat itak vse država naredila. Ne, ni bilo tako. Sploh v potem kasnejšem samoupravljanju je dejansko, recimo so nekateri založniki veliko več vplačevali v fond skupni založniški, kakor so oni dejansko subvencij dobivali. Tako na področju same vizualne umetnosti, kakor tudi na založniškem področju je pravzaprav zaradi te velikosti trga in zaradi tudi nekih večjih sodelovanj, tudi mednarodnih. Treba je vedeti, da je recimo tiskarna Ljudska pravica v Ljubljani bila dejansko global player. Deloma so slovenske tiskarne še vedno, recimo od Linden Ohlin, Why Are There No Women Artists? Zadnji ponatist je bil tiskan v Sloveniji. Skratka, založbe so že takrat delovale zelo komercialno tudi. Tako da v bistvu ta neka etiketa, ki jo lepimo na ta čas, da je vse to omogočila država. Ne. To so vse skupaj omogočili različni dejavniki in delovalci v tistem času. To so bile pa na vsak način tudi organizacije tako imenovanega zadružnega oziroma združenega dela, Associated Labor Organizations, kar so bile dejansko tudi pač podjetniške organizacije. In tako naprimer sploh od 70 let naprej, ampak že tudi v 60-ih, ko se naprimer ustanovi leta, mislim, da je bilo to 63, v Mariboru festival Kurirček, katerega so ustanovitelji so Zveza združenj borcev Slovenije, Jugoslovanska ljudska armada. Že takrat vlagajo različne organizacije iz družbeno-političnega, pa tudi varnostnega življenja in tudi ekonomskega življenja v kulturo mladih, pa tudi v samo umetnost. To so recimo kolegice to tudi raziskujejo. Potem se je pač zdaj čistko on the side. Liljana Burcart, kolegica, raziskovalka socialističnega otroštva, raziskovalka ženske politike v socializmu, med drugim je naprimer opozorila tudi na to, kaj se je zgodilo z vsemi temi umetniškimi zbirkami, naprimer v hotelih, v bankah, ki so, in tudi pač ta, ko bi rekla, kakšen je tudi odnos
In to je potem tudi zdaj vezano na ilustracijo, mogoče lahko tudi o tem spregovorimo, kakšen je tudi v bistvu soodnos nekega povzdigovanja ali pa zdaj trenutno neke znotraj zgodovine umetnosti hegemonialne paradigme, ki da zelo velik poudarek vse od 90-ih let naprej na konceptualno pa postkonceptualno umetnost. Kaj to pomeni za zgodovinjanje drugih vrst pa stilov tistega časa, socialističnega esteticizma, socialnega realizma in tako naprej. In zdaj smo, ko bi rekla, verjetno na nek način tudi ta najina razstava z Mašo, je tudi tlele pač na tem področju, ker se počasi tudi tem zvrstmi zdaj, ko bi rekla, postajamo zopet na njih pozorni in hkrati so pa potem to zopet ekonomski momenti. Večina teh zbirk je pa trenutno v privatnih rokah. Meni je bilo zanimivo to, kar si omenila glede teh propadlih založb, gigantov. Recimo, ko smo midve postavljali to razstavo, je seveda vse, kar je na razstavi razstavljeno, kar vključuje originalne ilustracije, periodiko in tudi knjige za otroke. No. Jaz sem se tokrat prvič srečala s tem pri tej konkretni razstavi. Mi smo mogli za vse stvari pridobiti če smo si jih sposodili, pač neka dovoljenja, treba si jih je bilo sposoditi, dobiti avtorske pravice za tiste stvari, ki smo jih skenirali ali pa kopirali ali pa objavljali na internetih in take stvari. Koliko je v bistvu to bila težka naloga, ker mi recimo želja je bila, da bi imeli tukaj na razstavi izdelke iz celotne bivše Jugoslavije, ne zgolj iz Slovenije, pa potem iz še unih parih držav, ko imaš, ne vem, mogoče ti neka poznanstva osebna, zaradi katerih je bilo to mogoče in je šlo lažje skozi in ni trajalo pač 100 let, da se je to zgodilo. In posebej pri kakšnih stvarih, kjer, kot si rekla, so založbe propadle, neki podatki, kaj je kdo kaj naredil nujno, ali pa posebej pri teh platnicah, ko smo hoteli kakšne te vzorce vzemati, ali pa tudi fond, tipografijo, so se pač te informacije izgubile in ni več oseb, ni več potomcev, ni več bivših zaposlenih, karkoli, ki bi lahko ali dali te informacije ali pa požegnali to oziroma dali dovoljenje. Tako da v bistvu glede tega je stvar tudi že sam v smislu postavljanja neke razstave zelo kompleksna. Čeprav smo si po eni strani tako blizu in zadeva še ni tako daleč. Oziroma je glih toliko daleč, da je problem. Ali kako bi ti rekla? Ja, to je pač v navezavi na to vprašanje zgodovinjenja pa same možnosti predstavljanja zdaj tega obdobja. Smo že nagovorili pač vprašanje zdaj teh odpisov knjižničnih. To poteka tako, da potem, ko knjižnice, se pravi govorimo o splošnih knjižnicah, ko knjižnice odpisujejo gradivo, so načeloma, recimo v Sloveniji, bile do letošnjega februarja primorane vedno te spiske poslati v ček, se pravi v preverbo Narodni univerzitetni knjižnici, ki je imela nalogo do letošnjega leta zgodoviniti oziroma ohraniti vsaj en exemplar tako imenovane Jugoslavike. Zdaj točno kakšni so bili kriteriji te Jugoslavike. Ali je to pomenilo, da je bila knjiga tiskana v Jugoslaviji, ali to pomeni, da je bil jugoslovanski založnik, ali to pomeni, da je jugoslovanski avtor ali avtorica oziroma ilustrator, ilustratorka oziroma urednik. To se je potem znotraj teh kriterijev, kaj Jugoslavika je, spreminjalo. Na vsak način so pač NUK hrani in to nekatere stvari tudi še niso kategorizirane, kakor sva z Mašo uspeli potem ugotoviti. Se pravi, vsa ta gradiva, ki so jih knjižnice imele in jih želele odpisati, jih NUK hrani. Kar pomeni, da imamo mi v NUK-u pravzaprav eno neverjetno količino gradiv iz tega obdobja. Gre za, naprimer, to niso obskurne, ampak iz našega verjetno stališča, glede na to, da verjetno velika večina sploh ne ve, da smo v Jugoslaviji imeli turško manjšino in da je celo pač turška manjšina, živela je predvsem v Makedoniji, na Kosovu in v Črni gori in da je v bistvu ta turška manjšina imela tudi svojo revijo za otroke in mladostnike. Skratka, vse takšne stvari hranimo v NUK-u.
kar je super. Ne? Manj super je, tako da smo se potem z Mašo tudi zezale, a ne, da čeprav so te knjige in recimo v gradivu, ki smo ga potem tudi uspeli z Nuka pridobiti, se vidi, da smo pravzaprav prvi, ki smo ga vzeli v roke, ne? To so kdaj tudi zelo tak tanek papir in dejansko vidiš, da pač urješ tam kot bralec gledino. Čeprav smo prvi, ki smo ga vzeli v roke, je pač možno ga zaradi restavratorskih razlogov pokazati samo pod vitrino. Mi dve z Mašo sva se zelo borile s prostorsko stisko. Načeloma je bil ta razstavni projekt, smo šli kar prek marsikatere ovire, ne. Želeli smo si večji prostor oziroma 2 prostora, pa smo potem na koncu prišli na te dve. Mogoče bi te tukaj sam malo zmotil, ker ko sem prebiral jaz spremni tekst in moj komentar je bil, jaz upam, da je ta razstava tako na 2 nadstropjih po 500 kvadratov, ker teksta in vsebine je ogromno. Tako. Ja. Tako da verjamem, da je stiska s tudi prostorom. materijala je ogromno, ne? Veš, šok smo midve, že Katja je dvojno skrčila vse, kar je imela še več. Četvorni. No, pa sem pa še jaz prišla zraven, pa sva pol še na licu mesta pri postavljanju bledku, a bi rajš to, ali bi rajš to, ker je tega res materijala ful velik in tudi to, kar si rekla, Katja, ne? Zdaj s tem gradivom, ki smo ga uspeli dobiti, pa ni bil, ne vem, ali tvoj, ali od tvoje frendice, ali pa ga nismo zadnji last second na Bauhi uspeli od nekoga odkupiti, je to ful delikatno gradivo, ki ga moramo zdaj mi ful čuvati in je valjda Nuk ful kompliciral, kako moramo mi to paziti in ne vem kaj še vse, s čimer se jaz popolnoma strinjam. Ampak recimo en aspekt je bil tudi prikazati na razstavi to, koliko je takrat to bila masa te publikacije, ne? Kako je naklada bila visoka že za sam recimo za Cicibane. Zdaj Ciciban skozi omenjam zato, ker pač ne vem, ljudje, ki so toliko stari kot jaz in manj, jim je Ciciban edina periodika iz te razstave, ki jim je poznana. Ne? In recimo, koliko je bila to visoka naklada, koliko je bilo to enega papirja, koliko je vsako... Sem si zapomnil, veš? 82,000. Se vidi, da si danes bral to razstavno besedilo. Ne, mi je prav stalo spominu, ker potem pade na 12, ne danes. No sej, ne, koliko je ta razlika, da ima vsako gospodinstvo, razumeš, svojega in da to je nekaj, kar so takrat gospodinstva komaj čakala in tako naprej in da je tega papirja bilo mase. Zdaj imaš pa ti 2 izvoda v celi Sloveniji in mož valjda z njim ravnati. Dobro, jih je verjetno več, samo so nekje po nekih podstrešjih. No, to je pa drug aspekt, ne? Ker jaz sem tudi vmes razmišljala v neki kleti nekje je masa tega. Na našem podstrešju zihar kašen. Ljudje pač pospravijo in jim je to kosen, ne? Pol na drugem koncu Slovenije pa ena Katja, pa ena Maša tam celi obupani, kako bomo zdaj skombinirali te periodike, da bomo čim bolj razširjeno predstavili neko tematiko ali pa nek tip dela. Ja, v bistvu ste zdaj nagovorili, oziroma že prej, ko bi rekla, vlečemo vsaj 3 teme, ki bi se meni zdele tle relevantne in ki so med sebojno povezane. Se pravi, eno je pač ta množični medij, se pravi, dejansko je bila pač knjiga pa revija, sta bila takrat to, kar je danes pametni telefon. Se pravi, absolutni pač primat je imela, vse do vzpona elektronskih medijev oziroma televizije pa filma. Verjetno mogoče še 2005, ko je začel res telefon predvladati, mogoče knjiga bila še do takrat nekje prisotna. Tako, ampak že recimo 70. oziroma konč 70. so se že delale raziskave, vpliv televizije, pa koliko otroci pa mladostniki gledajo, ampak takrat je bila pač situacija drugačna, zaradi tega, ker so bili pač otroški programi uredniško vodeni znotraj javnih servisov, niso imeli svojih kanalov, danes je pa pač to 24/7. Pa velika razlika med knjigo pa televizijo. Ne? Televizija je hipni medij, tako kot radio, in ga je težko jemati kot nekaj, kar se lahko vračaš. In zato pravi, 2005-2000, tam nekje, ko se je telefon pojavil, ko je bil internet res toliko dostopen in toliko se je prisoten, da ni več samo hitra potrošnja, ampak je tudi pač repozitorij, arhiv. Tako, ampak hkrati je bilo pa takrat v bistvu zelo veliko sodelovanja tudi pač med književnostjo, pa s televizijo, pa filmom. Tako, da so ljudje, ki so recimo pisali za otroke, so hkrati potem delovali kot uredniki oziroma snovalci vdaj in tako naprej. Hkrati si imel pa prav dejansko tudi same takšne žanre,
kjer si naprimer se je knjiga prikazovala v slajdih, pa pripovedovanje, pa tako, skratka, več je tlele pol. Ampak vezano na to množičnost, ne. Mislim, da je pač, kar se tiče predstavljanja, pa zgodovinjenja, recimo ilustracije za otroke, ravno to en tak glaven catch oziroma nek tak oreh, ki mislim, da ga je zelo težko iz današnje perspektive streti, namreč, da mi se pač v današnjem času je znotraj pač te neke vrednosti umetnosti, ki se zelo oblikuje znotraj paradigme avtonomne umetnosti, ne, v smislu nekega posebej vrednega, genialnega, originalnega dela, a ne. In v prejšnjih časih so se do te ilustracije tudi obnašali, je bila tudi vredna, hkrati je bila pa množična. Ta množičnost, recimo v tem, kar je pač pisal Walter Benjamin, ta množičnost danes pravzaprav je nekako brisana iz umetnosti. Zopet se nekako vračamo k nekem zelo konzervativnem pojmovanju, kaj zdaj je ta prava umetnost na eni strani. To je potem povezano, ko si ti rekel, tudi za prostorom, da imamo vsaj dve nadstropji. Postavitev seveda sledi na nek način nekemu Cabinet of Wonders, in to je pač nek wunder kabinet. Vse je dosti etnografsko razumljivo. Tako, ampak hkrati je pa tudi, se mi zdi to čist tudi legitimno, v smislu, da je dejansko to obdobje pomenilo razcvet te knjige in da je bilo dejansko to eno čudo, tako v smislu, kakšne so bile naklade, tako v smislu, koliko izvirnih projektov, tako v smislu, kdo vse iz kulturne scene se je v to vključil, res množično, po vojni, pravzaprav so bolj ali manj tudi tisti slikarji, ki prej niso delovali za otroke, začnejo slikati pa risati za otroke. Hkrati pa tudi to, kar za nekam mi, tudi po motivu, pa po tej množičnosti, po tem nekem odnosu do te produkcije, je to pravzaprav za nas malo drugo, je tako eksotično in v tem smislu tudi eno čudo. Zdaj pa samo še te avtorske oziroma te težave, ki si jih ti prej omenila. Eno je pač zdaj dostopnost oziroma nedostopnost gradiv, drugo je pa pač to, da čeprav se je v Jugoslaviji je bilo avtorsko delo tudi materialno zaščiteno. Marsikdo od te starejše generacije, s katero sem se jaz pogovarjala, naprimer rekel, ne, to ni bilo tako, nismo dobivali honorarjev. Pa sem pa jaz pač našla slučajno v arhivih zapise, kjer so celo že objavljeno ilustracijo honorirali in to v redu honorirali. Recimo ilustracija, ki je bila objavljena v eni knjigi že, za kar so dobili dober honorar. Recimo Jelka Reichman pravi, da je ona za svojo prvo Šivilja in škarice, kaj je bil to mesec 64. leta, ko je ona takrat še delala kot učiteljica likovnega razreda na osnovni šoli, da je ona dobila za to eno slikanico, ki je, mislim, da čakaj, koliko ima ona spredov, recimo med 6 in 7, tako nekako, da je dobila svojo letno plačo, skratka, v redu so bili honorari, če preračunaš, in hkrati je pa potem za nek ponatis ene ilustracije recimo dobila med 200 pa 300 evrov današnjih v eni recimo makedonski reviji, To so, kad primerjaš z nami, so to v redu honorari, zelo v redu honorari. To je vezano, zakaj je bilo tudi toliko žensk v tem mogoče malo kasneje. Jaz bi samo še za avtorske želela reči. Ampak načini, kako so pa avtorske danes urejene, ki super, valjda, se pravi, zaščiti se avtorja materialno 75 let po njegovi smrti. Ampak z nedelujočimi, se pravi, za bankrotom založnikov, nedelujočimi avtorskimi agencijami, pa še mogoče s kakšnim dejstvom, da kakšna ilustratorka ali pa ilustrator nista imela naslednikov ali pa so tudi sicer, predvsem tiste, ki niso delovale znotraj področja avtonomne umetnosti ali pa tudi niso bile romantično vezane na kakšnega hudega slikarja, ker to zelo pomaga, to je pomagal in še vedno zelo pomaga znotraj umetnosti, potem so manj znane, in jih sploh do njih ne moreš priti.
In potem ureji ti avtorske pravice za to, da narediš razstavo. Hkrati pa tudi pol, ne, to, kar je nekaj časa zgledal, da v bistvu bi bila edina možnost, da bi mi vsa gradiva, ki bi jih razstavili, nabavili, ne, preko antikvariatov, pa Bauh in tako naprej. To bi lahko mi naredili osebno, ker potem tega denarja mi ne moramo za te stvari ni računov, tega ne moramo pa mi claimati, to je potem pač nek osebni vložek, ne, v neko privatno zbirko, recimo temu, ker naj bi češ, ne, iz javnih knjižnic se ne dalo sposojati za namene razstave, oziroma samo takrat, če so javne knjižnice organizator razstave. No, potem smo pa le skupaj z pravnico našli en člen, ki naj bi omogočil, da lahko to dajemo na upogled javnosti. Ampak to so neke takšne bizarnosti, da potem, govorimo o naši kulturni zgodovini, skupni zgodovini in zdaj pač, a veš, tudi potem se vidi, kakšen imamo odnos do umetnosti, se pravi, oziroma do vsega. To, kar poseduješ, s tem lahko narediš, kar želiš. Ne? Tega koncepta, da pa nekaj posedujemo skupaj. Ne? Te moram popraviti, da ni čisto tako, oprosti. So določene stvari, kar se tiče, tudi če poseduješ umetniško delo, katere avtorju še vedno pripadajo, sploh kar se tiče recimo skazitev in uporaba dela v drugačnem namenu oziroma kakorkoli, ki ščiti avtorja nedogled. Celo avtori imajo dosmrtno možnost, da se skesajo, če so kaj narobe prodali. Ampak Jernej, ti vedno, tako na vsakem drugem podcastu ti to omenjaš, ampak tega noben v praksi ne živi. Ogromno stvari je ogromno stvari v našem zakonu zapisanih, ki ščiti avtorja, pa marsikdo ne ve. Ne govorim o tem, seveda se ščiti avtorja, ampak kot ti, se pravi, to ni samo nominalna pravica. Kakor za vse, a ne, ti rabiš celo infrastrukturo, da se to potem lahko realizira. Mislim, tukaj je še problem pomanjkanja avtorskih pogodb pri delih, ki se prodajajo, ker bi mogli urediti kaj ti predaš kot avtor. Ne? Absolutno, pa pol je tlele tudi, veš, tlele lahko pol gledaš, recimo gledati nazaj v zgodovino, to jaz sem pač šla skupaj s pravnico pregledati, kako so se te avtorski pač varovanje avtorskih pravic, kako se je spreminjali, pa si tlele imel še, naprimer, da je bila razlika med tem, če si bil zaposlen, pa naredil neko delo, recimo ala ilustrator, zaposlen v recimo mladinski knjigi, ali pa če si bil freelancer. Ne? Tako da tle je cel kup, pač absolutno vedno se je ščitil avtor, ampak ti zelo težko ščitiš avtorja, če ti nimaš nekih funkcionalnih struktur pa infrastruktur, da to dejansko, recimo na Hrvaškem, pa je Hrvaška v primerjavi z drugimi republikami bivše Jugoslavije že ful bolj urejena. Jaz sem na koncu za neko to reprodukcijo iskala na njenem starem, se pravi, umrla je avtorica, na njenem zadnjem stalnem prebivališču sem spraševala njene sosede, če vejo za kakšne naslednike, na katere se lahko obrnem. Mislim, to je pravzaprav nemogoče delo. Mislim, verjamem, da marsikdo bi v Sloveniji enostavno preprosto poskušal najti osebo, polje ne bi najdel in pač dal stvari na ogled in upal na najboljše. Ker na koncu dneva je vedno v primeru, da te nekdo najde. Ne? Oziroma, se skesaš. Ja, se skesaš tako kot avtor. Če se greš, ne moreš ene pa ne, pol valjda hočeš vse, ne? To je isto, kot je obratno. Ne? Avtor ne bi imel, recimo, če smo se pogovarjali o slikarjih in tako, ne? Ti recimo, če prodaš svoje delo, imaš pravico do sledljivosti tega dela. Zdaj, če nekdo proda tvojo sliko naprej, ti bi mogel teoretično avtorja obvestiti. In če se to proda, ne vem, 10 krat naprej... Ampak če se to proda ne na črno? Sledljivost je ne glede na to, oziroma celo, imaš prav, avtor je celo deležen nekega majhnega procenta. Royalties, ja, tako imenovanje. Mislim, da je ne vem, če je procent, nek majhen odstotek je pri preprodaji dela. Ja. Veš, to je zato, ker nimamo likovnega sazasa.
Ja, Ne, ja, prosim, pač ne. delujejo. Ne. IPF, ja. Ne, ampak hkrati, a veš, mislim, stvar je, ne, če smo zdaj že pri vrednosti, a ne, recimo, velika večina teh ilustracij, čeprav danes, a ne, je nek trend, da se ilustracijo v zgodovini in da se jo tudi predstavlja v veliki bližini avtonomnih umetnosti, a ne, se pravi, da se je pravzaprav na nek način, a ne, da se je začel poveličevati, ne, kar predvsem vezano na tisti čas, sploh ne ustreza duhu tiste produkcije, ampak hkrati se lahko ob tem zaustavimo, kako se sploh konstituira vrednost enega umetniškega dela, ker se večinoma bazira na abstrakciji. A ne, če bi zdaj mi gledali noter količino dela, pa recimo ostala produkcijska sredstva, ki jo v nastanek nekega umetniškega dela vložiš, so čisto pravzaprav odlepljena od tega dela, ampak se samo vežejo na neko spekulativno vrednost umetniškega imena kot genija. A ne? Se pravi, umetniško, se pravi ime umetnika kot neka spekulativna vrednost in pri tem potem sodelujejo vsi ti reprezentativni mehanizmi, kot so bienali, samostojke po raznih muzejih in tako naprej. Ne? Bož, da ne veš, koliko so ljudje plačani na bienalih. No, načeloma, ne, da so dobro plačani. No, se recimo Dokumenta, je kaj je bila Dokumenta 13, ki je prvič plačala za tem poljskim kuratorjem. No, Dokumenta 12, mislim, da je bila prva, bomo pogledali pa dal ki spodje. je prva plačala honorarje umetnikom, ker namreč od takrat je bilo, sej, če boš pa razstavljala na Dokumenti, ti bo pa itak ful zrasla cena, a veš, in to je zopet 1%. Se mogoče zgodi, da velika večina, recimo, pogledaš, ne vem, umetnica pa umetnike iz naših področij, razen naprimer Sanja Ivekovič, ki je bila pač že na Dokumenti parkrat, ampak načeloma je pač to res ena himera, razumeš, da ti bo z tem, ko se ti bo delo nekje prikazalo, da ti bo zdaj, ne vem, vrednost ful zrasla. Vrednostni trg in trg umetnin je zelo specifično orientiran na ravno ta postsocialistični čas neoliberalizma. Ful je išla ena zelo zanimiva publikacija pri založbi Sofija od enega starejšega teoretika z spremno besedo Leva Krefta Tajga. Zelo zanimiva publikacija, bodo imeli zdaj, mislim, da septembra, ko organizira Kristina Pranjič en posvet o avantgardah v Novi Gorici, da bo tam predstavitev. Skratka, vam priporočam. Blizu tebe. Če se zdaj vrnemo na... A si hotel še kaj? Ne, sem se hotel tudi jaz vrniti. Če se vrnemo na to ilustracijo, kjer pritiče tudi ta razstava, imamo žensko ilustracijo, ne? A lahko mogoče tako par besed o tej razstavi, tako čisto vizualno predstavljeno, ker dvomim, da jo bodo vsi videli. To sem tudi hotela. Kaj boste zamudili? Razstava je torej razstavljena v 2 prostorih in je razdeljena na posamezne tematske sklope, ki nekako korespondirajo tudi samim časom oziroma nekako na pol kronološka, ampak ne zares. Razstava se začne s tematskim sklopom Kje so stezice, kjer so razstavljena torej dela ilustracije periodike knjige, ki se ukvarjajo z narodno-osvobodilnim bojem, z partizani, ki se šunjajo po gozdu in tako naprej. Drug sklop je Ciciban pionir. Načini vključevanja otroka v družbo. Ja, tukaj imamo pa sam ful pionirčkov in kako se je otrok vključeval v družbo, s čimer preidemo na šolo, delo, torej delovske brigade, domovinsko vzgojo, potem pa počasi v drug prostor, kjer je povezava z družino, ustvarjalnost, kulturna vzgoja in potem počasi pridemo do modernizacije, urbanizacija, napredek v tehnologiji, vesolje, vesoljski program, dozvest. Neuvrščeni. In na koncu torej neka ta fantastika, o kateri smo prej govorili, ki je, in to zdaj jaz lahko tudi potrdim kot nekdo, ki je glih sfalil Jugoslavijo, da so to res ta dela posamezne ilustracije, ki se jih recimo jaz še spomnim. Medtem ko jaz absolutno nisem imela kot otrok neke knjige, kjer bi noter bili pionirčki in kako se učijo o zastavah, kako pojejo Titu. Tako da nekako razstava je torej razdeljena na te posamezne sklope in potem so noter vključene originalne ilustracije
ki so uokvirjene, ki smo si jih pač izposodili, tiste, ki smo si jih lahko, in pa torej periodiko, torej različne te otroške revije, kot so Ciciban, Vesela sveska, Proletarac in tako naprej, ki so ene zaprte, torej tako, da se vidijo samo te naslovnice, ali pa so odprte na klamfnah, torej da je viden nek spred, ki pritiče neki tematiki, ki smo jo hoteli s Katjo izpostaviti, pa so pa vmes tudi dejanske prav knjige, tako proper knjige. In med njimi so tudi torej te knjige, ki v resnici niso knjige, ampak so samo zborniki vseh Cicibanov letnika, recimo skup zvezane. In potem še omenjene podvitrinske zakladnice. In še sodobna umetniška dela. Tako je, to pa v sodelovanju z Festivalom Mesta žensk. Imamo v bistvu 4 sodobna dela. Ja. So vsa 4 videodela? Oziroma eno je digitalni kolaž. Slideshow. Gre za dela hrvaške umetnice Renate Poljak, ki se naveže na spomin NOB oziroma na filmsko produkcijo tistega časa, namreč, tako kot je Maša povedala, NOB je dvojno pomemben bil za to literaturo, se pravi prvič se je zasnovala, sploh založništvo po vojno je bilo zasnovano že znotraj NOB-ja in namreč na način, da naj bi prav produkcija za otroke v bistvu delovala kot neka platforma, ki bi vključevala čim širšo kulturno in umetniško srenjo, kar je seveda pripomoglo tudi k neki družbeni pa politični homogenizaciji te kulturniške scene. Drugo, da je bil pač sam spomin na NOB ključnega pomena za samo to književnost in se je skozi samo časovnico spreminjal, namreč drugačen reprezentacije vojne so bile v samem povojnem času, kakor so bile potem v 60-ih letih, ko je ta literatura nagovarjala otroke, ki sami niso doživeli vojne neposredno, in hkrati je bil spomin NOB tudi zelo pomemben za samo zunanje politično usmeritev Jugoslavije, tukaj neuvrščeni pa solidarnost za narodi, ki so se za svobodo šele bojevali, kakor Alžirci pa Palestinci, naprimer. Tukaj sem mislila na NOB, da mi je pa štrene zmanjkalo, ti si še nekaj rekla, pa sem se hotela navezati. Renata Poljak. Ja. No, in je v navezavi na Boško Buha film. Boško Buha je bil partizan, ki je, mislim, da za 16-17 leti zgubil življenje. Potem drugi film, na katerega se naveže, če je Boško Buha prvo sodobno delo te razstave, je zadnje sodobno delo njen, ko bi rekla, video instalacija oziroma video installation performance. Gre za nek prazen oder z žarometi, na katerega pada sneg. Zelo dolg šot preko 1 ure, in to je referenca na ekranizacijo romana Mate Lovreka Vlak v snegu, kjer se skupina otrok, ki je na ekskurziji, pelje z vlakom, snežni metež, vlak obstane in otroci se sami zorganizirajo in ta vlak rešijo. Potem gre za umetniško delo Ane Hušman in Dubravke Sekulić, vezano na nastanek pionirskega mesta v Zagrebu. Namreč, kar je pomembno, je, da pač ta kulturna politika otroštva, ki je zelo veliko stavila na samega otroka kot nosilca prihodnosti. Treba je vedeti, da je bil tisti čas v tem smislu čisto drugačen tudi od današnjega, ker takrat so si prihodnost ne le predstavljali, ampak so si jo celo predstavljali boljšo. Tako da če je recimo babici je bilo možno, da je začela študirati, pa je še vedno bila, ostala poročena, ker se je bilo sram ločiti za nekim nasilnežem ali pa nekim patriarhalnim tipom. Hčerka ne samo, da je, študirala, je tudi doktorirala, pa hkrati se je še ločila, in vnukinja bo pa imela še več pravice. To je bila neka takšna
dejansko vera v boljši jutri. In ne samo, da je bila ta vera, pač kupica struktur in infrastruktur se je takrat na to vzpostavila. Pravzaprav vse še, kar poznamo danes, ne, od šol, kulturnih domov, vrtcev, pionirskih domov, you name it, ne, je pravzaprav plod tistega časa, ker pač vsak napredek, a ne, in vsako sodelovanje med ljudmi, če nima pač prostora in časa za to, potem ostane samo prazna mrnja, ne, a veš, ni nič. No to, vezano na to, potem je pa še delo Ane Marije Batista, bosansko-hercegovske umetnice in raziskovalke, ki mislim, da poučuje na Dunajski akademiji umetnosti, ki je vzela izhajajoč iz ilustracij, zelo velike tlele ilustracije Marjance Jemec-Božič in pravzaprav je neka takšna magna čarta na nek način tudi te razstave, ker namreč pravzaprav zaobjame s temi, sicer je vse skupaj samo, mislim, da 15 kolažev, ki se tako vrtijo, zaobjame pravzaprav vse te glavne aspekte, ki jih tudi podaja ta razstava, namreč to povezovanje, mobilnost, koliko pomembne so te vreže mobilnosti, ker v tisti čas je dal pravzaprav bolj ali manj vse železnice, po katerih se vozimo še danes in vrsto avtocest, po katerih se tudi vozimo še danes in kaj pač zanimivo, da za veliko teh stvari, za res golim delom ljudskih množic in brez nekih ogromnih investicij, ki potem poniknejo v razno razne kraške jame. Jaz bi v bistvu še dveh stvari se rad dotaknil. Vrnemo se nazaj na to ideologijo in razlike, ampak prej čisto tako informativno. Razumem, da se je treba pri raziskovanju nekako osredotočiti in ne zastaviti stvari preširoko, ampak se sprašujem, če si morda ne v sklopu raziskovanja, ampak svoje lastne radovednosti, razmišljali o primerjavi med risankami danes in risankami takrat, oziroma te razlike, ki se dogajajo, ker mislim, da veliko stvari, ki so se zgodile v ilustraciji in spremembe, ki so se zgodile v ilustraciji med takrat in danes zaradi spremembe ideologij, se dogaja tudi v risankah. Sploh v zadnjih časih imajo risanke neke zelo zanimive preobrate, kar se tiče sploh sodeč na to, da nastajajo v neoliberalističnem času in da se dogajajo, ratujejo bolj slovenska beseda za wholesome. Wholesome? Ne vem točno, kaj misliš. V deskriptivno opiši. V glavnem, celostne, ne. Ja, ampak bolj duševno celostne, da so bolj za dobro vsega nekako. Ja. Oziroma, danes so bolj za dobro vsega. V zadnjem času, zadnjih, ne vem, 10 let. No, točno katero gradivo primerjaš? Kljub temu, da nastajajo v zelo kapitalističnem. In ne vem, en kup risank je nastalo zdaj v zadnjih letih. Točno, recimo daj mi primerjene risanke. Recimo Adventure Time je eno od takih. Je ne poznam. Ampak ni Adventure Time, to je za odrasle risanka. Ne, risanka originalno mišljena za otroke, čeprav jo gleda dosti odraslih. Isto je Steven Universe. Dajte še kakšno, da vem točno, katere vrednote zdaj ti misliš, kakšno ideologijo ti zdaj misliš. Obe te risanke se soočajo tudi z tematikami istospolnosti in drugačne. Ja. Okay. Hvala ti. Absolutno ena zelo zanimiva tema. Vem, da sta zamudila odlične animirane filme v prejšnji petek v slovenski kinoteki. Večina te produkcije je v tistem času slovenske. To ne velja za globalni trend, ampak za slovensko animacijo tistega časa, se pravi 50. in 60. leta, je absolutni primat lutkovnega animiranega filma, veliko manj je bilo pač risanega. Jaz zdaj na tvoje vprašanje ne morem popolnoma po moje zadovoljujoče odgovoriti. Kaj pa lahko odgovorim je, da je poleg eden od teh premikov pomembnih, kaj se iz
izčitava naprimer iz te ilustracije in iz te književnosti tistega časa, je, da so v tem smislu drugačne vrednote, da niso stavile toliko na to, kar bi danes rekli identitetne politike. A ne? Se pravi, da kljub temu, da so, a ne, in to je bila, spodbujale kulturni izraz posameznih narodnosti in manjšin, tako da imamo tlele eno celo vrsto, sem pustil dokončati, pa se boš navezal, cel kup recimo tudi nekih folklorističnih momentov, niso pa spodbujale zdaj v tem smislu etno-religioznih identitet, ki so takrat, to moraš vedeti, tako kot deloma še tudi danes, ki so od 80 let naprej zopet se začele krepiti etno-religiozne identitete in so kulminirale. Mi moramo vedeti, da smo imeli na teh prostorih, 300 kilometrov stran je bil genocid, ki je temeljil na teh identitetah. In to recimo tlele je bila ta kulturna vzgoja neverjetno pomembna. Nehajte se ukvarjati s tem, kaj so ti starši, pa kdo ti si, pa v katero smer gleda, ali pa kam gleda kamoli, začni pisati pesmi, začni risati, začni razmišljati o tem, kako boš ti lahko delal kreativno, čeprav delaš recimo 8 ur za tekočim trakom, ampak kaj boš pa delal po teh 8 urah, ker moramo tudi vedeti, tisti čas je bil zato se je borilo tudi delavsko gibanje, da so imeli prosti čas. Mi pa danes prehajamo v situacijo, v kateri kategorija prostega časa pravzaprav bolj ali manj zgineva. In tudi v bistvu vse te prostočasne dejavnosti, ki jih imajo pač danes tudi otroci, to je čisto v eni drugi filozofiji. Včasih so otroci delali šport amatersko ali pa so delali gledališče amatersko pa tako naprej. Zdaj pa karkoli delaš, delaš zato, da boš nekega dne postal profesionalc, da boš najboljši, da boš, oziroma je pač ta upa, recimo od športnih dejavnosti in tako naprej. Tako da, postavil si tezo, jaz ti na njo ne znam odgovoriti. Ti si bil bolj kot tak obstranski komentar, kot presenečenja, da se to dogaja v neoliberalistični družbi, da se ni mišljeno samo na osebne identitete, ampak je tudi razmerje znotraj družin, ki se v v nekaterih risankah danes kaže kot dosti bolj celovito in medosebno razumevajoče, kar mogoče pred tem ni bilo toliko pojavno v samih risankah, oziroma če gledamo risanke podobnega kalibra družin, je bilo, družina ni imela takega zdravega odnosa, kot ga imajo določene te risanke danes. Ampak jaz sem se bolj navezoval, mogoče, da se še navezam, sej tudi Bojan, naša risanka stara, je zelo taka wholesome, Ja, pa sej tudi Čebelica Maja, pa Krtek, pa te, ki smo jih imeli. To je vse wholesome, pa to je vse pozitivno naravnano, pa so fajn družine, pa si vsi pomagajo, pa vsaka epizoda ima nek problem, pa ga skupaj rešijo, pa so pa vsi srečni. Ni to isto kot Adventure Time? Zdaj, če govorimo o risankah iz našega časa, v času Jugoslavije, ne govorimo o risankah, ki so nastale po socializmu, oziroma ne govorimo o risankah, ki so nastale izven socializma, oziroma v neoliberalističnem okolju. Če gledamo risanke, ki so nastale v neoliberalističnem okolju, oziroma je čisto neka drugačna ideologija od zadnje. In tudi pri nas se je zgodilo potem, da ideologija se spremeni, in to je tisto, kar meni zanimivo, tudi kar sem prebiral in kar sem gledal. V Jugoslaviji so bile stvari dosti družbeno tvorne, iz takega ali drugačnega vidika. Neka ideologija je bila od zadaj, ki je bila gonilo za nastajanje teh ilustracij, ki so bile namenjene za to, da se gradi boljši jutri, kot se tudi sama rekla, da je bila neka želja in vizija, da bo jutri boljši kot danes. Vse je zanimivo, če se postavim na tvoj komentar te osebne identitete. Ja, po propadu socializma kot takega je pa ravno pride bolj ta individualizem od spredi in v bistvu bolj kot ne interes kapitalizma, kot pač samega sporočila. In isto, kot se dogaja v knjižnicah, da se mečejo stvari ven, ki jih ljudje pač ne berejo, ker so iz takega ali drugačnega vidika nezanimivi,
Isto se dogaja z ilustracijo danes, z zgodbami danes, z vsem tem danes. To, da se pojavljajo te stvari, ki so mogoče pozitivne iz vidika družbe, je bolj nekako družben odgovor, da je tudi trg za take stvari odzunaj, ni pa več to tisto glavno gonilo. Predvsem eno vzamem iz te v bistvu tvoje replike, in sicer to, da je dejansko pač ta zgodovina, in pri ljudeh, ki ste mogoče rojeni kasneje, da je to pač skupna zgodovina, in da dejansko v nas povzroča ne samo, da je to tudi neka folija za primerjavo za danes, ampak povzroča tudi, ko bi rekla, neke efekte, hkrati ima tudi pač afekte, hkrati ima pa pač tudi eno takšno epistemološko vrednost skozi pač to primerjanje včasih, danes, jutri, in absolutno imaš prav, in to je pač nekaj, kar je tudi recimo so same raziskovalke, naprimer ženskega vprašanja takrat, ali pa tudi političarke, kakor naprimer Vida Tomšič, upozarjale, da kljub tej dejansko zelo veliki emancipaciji, ki so si jo ženske dovolile in jo skupaj pač skozi različne strukture tudi udejanjile znotraj socialističnega okvira, da je bila tudi pač ne samo ženska politika, ampak velika večina drugih politik znotraj socialističnega okvirja, neka takšna dialektika med konzervativizmom pa emancipacijo. To ni bila premočrtna pa na noben način, že kar se tiče politike, kaj šele potem, ko to pronica, ko se vzpostavijo strukture, pa kam mora to pronicati v neke medosebne odnose in tako naprej. Recimo Franco Dota je raziskoval samo LGBTQ, pač gibanje, pa tudi to zakonodajo, do katerega leta so bile stvari kriminalizirane, to tudi ni bilo. Jugoslavija je bila pač tudi, je bila pravzaprav na nek način, pač federacija je bila, in recimo po vojni čas je bilo zelo centralizirano, to je nekaj, kar zaznamuje tudi pač samo založništvo tistega časa, bila je pravzaprav ta ena mladinska knjiga v Sloveniji, potem se je pa to z, ko bi rekla, odhodom se pravi z informbirojskim sporom, pa odhodom iz vzhodnega bloka in za neko kalitvijo dejansko jugoslovanskega samoupravljanja, o katerem jaz menim, da vemo veliko premalo, in je njegovo raziskovanje absolutno nekaj, čemer se moramo posvetiti. Se je to zelo, ko bi rekla, razčlenilo, tako da je bila dejansko, lahko govorimo o neki strukturi participacije, to je nekaj, kar sem potem jaz tudi vezano na samo literarno vzgojo raziskovala. Hkrati pa, kaj bi jaz rekla, da je razlika v bistvu za danes, oziroma kar marsikateremu izrazu, ki bi ga ti mogoče, ki si ga jaz predstavljam, da bi ga ti mogoče zaznamoval za wholesome, manjka, je v bistvu ta neka komparativna, ne gre, tudi pri LGBTQ ne gre za neko osebno identiteto. Mi vedno, pravzaprav, mi se ne moramo iz svoje neke družbenosti ven izkoreniniti. O tem govori marsikatero avtofikcijsko delo, recimo Eribona in tako naprej. Skratka, tudi biti gej, ali pa biti umetnica, pa to si moraš, mislim, ne moramo si vsi to privoščiti v tem smislu. To so le stvari, ki so tudi razredno. Recimo, lažje biti, avtiran gej na mogoče pač v nekem zelo liberalnem, razredno privilegirani poziciji, kakor zdaj v neki hardcore delavski ali pa še celo za revščino obremenjeni poziciji in tako naprej. Tako da tle jaz mislim, da pač je absolutno jaz kot podpornica LGBTQ-ja lahko rečem, da pač podpiram tistega, ker ravno te neke tudi kolektivne dimenzije, pa v končni fazi tudi te razlike, ker potem nas pa dejansko nas potem pač
to druži, a ne, da so nekateri lahko bolj svobodni kot drugi. A ne. In zdaj, kaj to je? Jaz mislim, da to je bilo in še vedno ostaja razredna pozicioniranost. Kako bi pa pol to aplicirala prav na te ilustratorke, s katerimi se ti ukvarjaš? Zdaj, recimo, čez prečesavanje vseh teh ilustracij in iskanju nekih bolj povednih, hopefully ženskih ilustracij, je seveda tudi na razstavi veliko ilustracij, ki so jih pač naredili moški, ne? Pa tudi ne samo Slovenci, ampak kakšna bi ti rekla, da je neka ta glavna razlika med žensko in moško ilustracijo tedaj in ali je to sploh nekaj, kar bi lahko, kjer bi lahko neko to črto potegnil na tak način? Kar se tiče teh uspolnjenih dimenzij tega dela, ne, jaz bi res govorila o spoljenosti tega dela, kakor o uspoljenosti del. Ne? Prva stvar. Zdaj, dejstvo je, da tudi znotraj jugoslovanskega socialističnega okvira, kjer smo recimo leta 1945 dobili v Ljubljani pa v Sloveniji akademijo, kjer se potem akademija odpre v Prištini leta 1973, leta 1982 v Skopju, kjer se odpirajo v večini mest, recimo v Skopju je do leta 1982 delovala umetniška šola in tako naprej. Skratka, povojno obdobje prinese večje možnosti umetniškega izobraževanja v bližini. Moramo vedeti, da so pred vojno pošiljale se pravi deklice ali mlade žene na umetniško šolanje, predvsem meščanske družine, zelo redko so jih pač, se pravi, in tudi po vojni se to ni spremenilo. Umetnost študirati je tako prej, kakor tudi danes, to pač iz nekega določenega razreda si mogel prihajati, zaradi tega, ker je to delo bilo in ostalo negotovo. A ne? In je bilo recimo, čeprav je bilo v jugoslovanskem kontekstu bolj gotovo, več je bilo struktur, umetniški trg je bolj deloval in tako naprej, je bilo še vedno lažje zaslužiti in bolj gotovo zaslužiti znotraj založništva, kakor na svobodnem trgu, zdaj grafik ali pa slik in tako naprej. A ne? In je to pač ena dimenzija, ki je pripomogla k temu, da so se ženske bolj odločale za to delo. To je seveda tudi povezan s tem, da sama avtonomna umetnost je povezana, tako kot tudi znanost, z nekimi pač institucijami, da je zdaj pomembno, v katerih komisijah sediš, ali imaš profesorsko mesto, se pravi dostop do katerih, iz katere lege ti vstopaš na samo področje avtonomne umetnosti. Hkrati so tudi recimo to predvojne, pa potem tudi po vojne, ko bi rekla, usmerjanje žensk tej produkciji, a ne recimo, to je Beti Žirovc, umetnostna zgodovinarka, tudi raziskovala, kako so pravzaprav na avstrijskem, pa sploh tudi na nemškem področju, kako se je ženske že pred vojno usmerjali v ilustracijo, tudi po vojni se je pri nas usmerjali, a ne, tako je na primer profesor Jelke Reichmann, Mari Pregelj, njej češ namignil in rekel, daj, mislim, da bi bila ti super v ilustraciji, zakaj ne greš vprašati, a ne. Potem je ona dejansko šla Kristini Brenk, ki je bila urednica, ki je tako samo ilustratorsko produkcijo zelo zaznamovala, pa tudi samo književnost mladinsko pri nas zelo zaznamovala za njenimi estetsko-političnimi usmeritvami in njena usmeritev je bila dejansko ta, da otroci potrebujejo nekaj lepega, zaradi tega recimo tudi marsikatere ilustracije, ki sva jih midve prikazale tle, ki ne ustrezajo nujno tej neki, ko bi rekla, širšemi predstavi, kaj je lepo, ne, so tudi manj bile eksploitirane, ne, recimo Marija Vogelnik, ena od teh, ki imamo tudi na razstavi. Pa kaj sem hotela še povedati? Pa tudi, a ne, to dejstvo in potem se to tudi na samo ikonografijo, a ne, recimo na podobe družine, ne.
Tudi v socializmu je ostajalo tako, da je bilo težje, recimo za nekoga, kot je bila Zdenka Golob Borčič, ki jo imamo tudi zelo veliko na razstavi, zahvaljujoč njeni hčerki, kustosinji umetnostni zgodovinarki Barbari Borčič. Ona je bila iz delavskega razreda, ona je bila tekstilna delavka v eni mariborski tovarni in je potem pač je ta tovarna omogočila, da je lahko šla delati sprejemne izpite, zato se je bilo treba pripravljati, da je dobila potem neko štipendijo, pa je se je potem še vedno tudi preživljala z občasnimi deli, se pravi, bila je sicer nagrajenka Prešernovega sklada, posebej za njeno grafično, ona je večinoma delala jedkanice, znotraj te neke svobodnega izraza, je pa ona prodajala v Mladinski knjigi tlele na Nazorjevi ulici, bivša ta, zdaj je ta Mohorjeva, mislim, družba, prodajala knjige, tam so je ostajalo ful teh revij tujih in pa je ona te, ki so ostajale, začela seckati in je ena, poleg Maričke Koren, ena pač prvih, ki je začela znotraj ilustracije ustvarjati kolaž. Ampak, tudi kar se tiče, kaj bi jaz zdaj rekla, kaj je za samo uspoljeno delovanje v ilustraciji poglavitnega pomena. Zakaj je v Sloveniji, na Hrvaškem pa v Srbiji dejansko se več žensk odločalo za ilustracije? Zato, ker je bilo možno delati honorarno, se pravi, vedno tam, ko so ne gotovi pogoji dela, ko nisi ti stalno zaposlen, takrat je več žensk, se pravi v Makedoniji, ko se to z zakonom, mislim, da je leta 81, se pravi začetka 80-ih let, ko se to liberalizira, ko lahko začnejo ilustratorji delati tudi honorarno, vstopi več žensk, a ne? To je ena stvar, zakaj honorarno delati lažje, zato ker ženske so tudi takrat, kot danes, prevzele večino skrbstvenega dela, a ne, materinstvo je še vedno, to obstajajo znotraj sodobne umetnosti. Zelo velike debate o tem, recimo Kokofusko debata znotraj Art Basla pred parimi leti, razstava o slikarkah nedavno v Mestnem muzeju v Ljubljani, ker dejansko materinstvo pravzaprav izpostavi kot eno v bistvu največjo prepreko za delovanje znotraj avtonomne umetnosti. In potem ilustracija je lažji, ti delaš honorarno, niti treba biti v določenem času, evo, otrok zboli, lahko si doma delaš, prenese materialno, se pravi, to ni neka grafika, ki se ti grafični list, medtem, ko greš, ne vem, otroku zmeriti vročino, ki je bolan, se ti ne posuši, ampak lepo z barvico ali pa s pasteli delaš, pa ko prideš nazaj, ga še vedno imaš, a ne? Se pravi, veliko je tle dejavnikov, zakaj potem se eno delo bolj odpre za ženske, drugo pa manj. Kaj pa sama razstava, recimo midve sva dosti govorile o tem, da ima več naslovnikov. Zdaj jaz to razstavo množično prodajam tudi kolegom in znancem, ki imajo otroke. In se mi zdi, da je to en tak zelo zanimiv aspekt, ne? Da ti otroci Gen Z-ovci mi pozni milenici, ko pridemo na to razstavo, vidimo stvari, za katere si sploh ne predstavljamo, da bi bile v nekem Cicibanu, zdaj spet Cicibana omenjam. Ne? Ker meni se zdi to čisto fascinantno, ne? Da imaš ti v nekih takih otroških revijah in knjigah, da imaš ti noter partizane, pa politike, pa vojno, ustreljanje talcev, take stvari, ne? Omenjanje države, zastave, pisanje o tem, ne, kako fašisti bed, pa glejte to njihovo zastavo, glejte, kaj je Hitler naredil. Zdaj se sicer navezujem na te bolj, kar se razstave tiče, neke te zgodnje vsebinske paradigme, ampak vsem, ne? To so stvari tudi Jelka Reichman, recimo v tistih rdečih čovničkih, ali koliko 100 čovničkov, ali koliko jih je že. Tam noter so podobe, ki sem jih jaz prvič videla, da jih je Jelka Reichman tudi upodabljala. In to je čisto drugače zadane, kakor nekoga, ki je od Jelke Reichman danes ali pa malo prej vajen nekih zajčkov, pa muckov, pa tako naprej. Ne? In da gre v bistvu za neke ilustracije, ilustratork, ki so mojim očem znane, prepoznavne, ljube, ampak jih lahko vidimo v nekih čist drugih, skoraj da ne grozljivih kontekstih. Kaj bi jaz rekla, da je največja razlika za danes, in to ni moja, to ni zrastel na mojem zelniku, to so
recimo Liljana Burcar, ki je raziskovala spremembe v koncepciji otroštva, ali pa recimo zgodovinarka Ljubica Spaskovska, ali pa Mirjana Ulej je tudi, a ne. Otroci so bili takrat veliko bolj videni kot družbeno bitje. Kot nekdo, ki ga zaznamuje tudi pač ta njegov vsakdan, kje živi, ali živi v revnem, bolj spodbudnem, manj spodbudnem okolju in tako naprej. Danes se razumevanje, čeprav postajajo razlike večje, razlike so vedno bile so tudi v času socializma, je pa bila omogočena ena večja razredna mobilnost in te razlike so dejansko postale manjše takrat, in so se v današnjem dnevu zopet povečale. In bolj, ko se te razlike povečujejo, manjše je razumevanje za to družbeno pogojenost in za to pravzaprav vpetost, ne nazadnje in predvsem, jaz bi rekla, najbolj še otrok, se pravi, ki odloča o tem, ali je popoldne starš s tabo. Recimo, sošolec od mojega sina, on ne vidi svoje mame čez teden sploh ne, ker ona popoldne dela kot čistilka. Kaj lahko ona prenese temu otroku? Kdo bo temu otroku danes, kjer pač ni več, ker so te prostočasne dejavnosti, pa še to imamo veliko srečo. Jaz sem moje otroke do pred 2 leti vzgajala v Nemčiji. Tam podaljšanega bivanja ni, oziroma sem ga mogla sama organizirati skupino otrok, to je še dodatna obremenitev bila, da je potem bilo to podaljšanje bivanja, pa ni bilo tako kvalitetno urejeno, pa niso imeli možnosti, kakor jo imajo še pri nas, da imajo najrazličnejše v času podaljšanega bivanja še prostočasne dejavnosti, ampak v tem od 4-5 naprej se pa pač to neha in dejavnosti dejansko so potem plačljive in to ne malo plačljive. Tudi znotraj pionirskega doma, če zdaj tako pogledaš, učno leto kitare na ena ura na teden stane 450 evrov. To pač kar nekaj je, če tako pogledaš. To je za nekoga pol plače. In daš pol plače za to, da ti otrok, in to je pač 1 ura, to je pol ure na teden dejansko. Kaj hočem reči? Da te razlike vedno, ko postajajo večje, se razumevanje, da te razlike obstajajo in da so pravzaprav otroci te, ki se jih najbolj na njih pokažejo. Tako da ja, danes otroke predstavljajo zelo romantizirano, odlepljeno od te družbe, kakorkoli, pač je videti in to je nekaj, na kar je Maša prav opozorila. Jaz sem to sicer opazila, ampak nisem, če ne bi bilo Maše zraven, ta segment bi nekako padel z kamiona, ta bližina otrok pa živali. Ampak tle bi tudi bilo zanimivo pogledati, midva zdaj niso šle v totalno analizo, ampak na vsak način bi bilo fajn pogledati, ker ta bližina, to, da se od otrok obnašaš čas do malih živalih, cute, pa rabijo skrbništvo, pa hkrati jim malo agencija odvzameš, tako, živali je tako čist nek drug odnos do živali, tako v zelo podrejenem položaju znotraj te humanistične matrice, katero živimo, Če se je tudi ta odnos spremenil, ker tam, ko smo gledali fule neke spodbude k spoznavanju živali, k skrbi za njih, pa tako naprej. Tako za živali, tudi tako načine. Poznamo take vrste rac, ta raca to, takrat vali, tok jajcma, bla, 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 in hkrati tudi tehnologije. Noter v nekih teh cicibanih in v nekih ostalih revijah so bili celi spredi o tem, kako so tankarji narejeni, na kakšen način ladja deluje, na kaj deluje, kako zgradiš elektrarno, kako programiraš, tako, take stvari. Za časa Jugoslavije je obstajal revija, kaj že bila? Pionir? Ne, je bila prav za tehniko. A Pionir je bil tehnični? Ne, ena je bila prav sam za tehniko. A pa za otroke? Za otroke, mogoče.
No, bova pogledala. Bil je, veš, tiskaj so v Izoli delali. Mladin tista tehnika, učila. nekaj tacga, ne vem, Ja, kaj možno, je bilo. ja. Se prav spomnim, mi smo imeli doma nekaj njih izvodov, ampak so jo po mojem prenehali izdajati konc 80-ih. Ja, Ker ja. jaz, ko sem bil jaz rojen, mislim, da je ni bilo več, da smo imeli samo še ta stare. Ampak so bile tako, mislim, da je bila kar zajetna revija in sem imel notri vse živo. In pač seveda naredi, lahko si vse stvari si lahko potem tudi sprobal in se naučil, ne. No, pa tako midve sva gledale, pač cel leksikon o penicilinu, pač take stvari, ne. Tudi o orožju, konc koncev, ne. Na kakšen način kakšno orožje deluje. In to je meni ful fascinantno, ker zdaj, če zelo karikiram, meni se zdi, da pa v teh današnjih revijah za otroke so pa same neke cutesy zgodbice. In da ne samo, da gre za nek ta agency pa cute pa to, ampak da gre tudi za odvzem nekega potencialnega znanja in učenja pri nekih rosnih letih, ki se zdaj očitno to, ne vem kako, to boš ti bolj vedela, ker dejansko imaš neke otroke, ki se izobražujejo, ampak tako se mi zdi, da je to neka glavna stvar, ki jo mogoče nek mlad človek, ki pride pogledati to razstavo, ki je še bil ne otrok pametnih telefonov, ampak teh revij in knjig, da to opazi, da je pač vsebina ful bolj odrasla, kompleksna, ne nazadnje politična, česar danes absolutno ne najdeš v nekih cicibanih. Ne, se sva gledala v enih cicibanih, pa so bile volitve, pa imaš ti na eni strani Kučana, pa pol tam Drnovška, pa take stvari, ne. Kar je recimo, zdaj si predstavljaš. Tudi Jožeta Pučnika. No, in zdaj smo glih recimo po evropskih volitvah in tako. To so bile stvari, ki so bile na nek tak drugačen način vključene v mladinsko knjigo takrat, ne. Zdaj pa se mi zdi, da tega ni. A se tebi zdi recimo, da je to, Ja, da je tega premalo ali pa da bi mogel biti, ali je zdaj čas toliko drugačen, da se ne moreš iti več tega v nekih revijah tiskanih. Ja. To je v bistvu vezano, to sta zelo dobro opazila, to je vezano na to romantiziranje, to je del tega odlepljenja pravzaprav otrok oziroma zelo zgodnjega, ko bi rekla, nekako odlepljena ljudi od njihove baze. Namreč, če je včasih to, kar smo že večkrat, ne, ta prihodnost, zakaj bi ta prihodnost lahko bila boljša, a ne so verjeli, zaradi znanja. Ker je pač to je pač nekaj, kar je socialistična ideja prevzela od med drugim nemškega idealizma, a ne, da je človek sam svoje sreče kovač in sicer preko svojega neodtujenega dela in da za lastno kreativnostjo lahko spreminja svoje okolje na način, a ne, da bo lahko bolje živel, a ne, in danes vemo, in to so že vedeli v socializmu, svak tudi kar nekaj tega materijala predstavlja vezano na ekologijo, a ne, da bomo pa lahko bolje živeli takrat, ko bo pač vsem bolje, ne pa samo nekaterim. In ta v bistvu vera v znanje in da lahko ti dejansko znanjem nekaj spremeniš, izginja, a ne. Kaj zdaj pač se mladim promovira? Vlagajo v Bitcoin. Za Bitcoin, ja, seveda pač moraš spremljati pa preštudirati neke mehanizme pa tako naprej, ampak to je zelo omejeno znanje. Zelo omejeno znanje. Tako da pač enostavno žal, a ne, da, in to se pač tudi, a veš, pol tudi pozna, ne, zdaj, v nekaterih področjih, kakšna so ta področja, za katere potrebuješ zelo veliko znanja. Ona so družbeno gledana po končni fazi tudi z finančnega vidika degradirana. To so večinoma potem pač neke zaposlitve v javnih sektorjih, ki zdaj niso več tako dobro dotirane, a ne. Potem tudi načini potem delovanja, a ne. Jaz bi tlele lahko nadaljevala, ampak se to je že pokazal COVID, zelo jasno, se pravi neko zaupanje v znanost, a ne, pa v samo znanje, v tej družbi je v zatonu in to je nekaj, proti čemur, če želimo še kot družba tudi obstati, dejansko se moramo boriti, a ne, ker določene vrednote, a ne, pa moramo deliti kot družba, ne, ker če se ne moramo zmeniti, a ne, kaj je prav, pa kaj je narobe, pa a je to belo ali črno, a ne, mislim, kako bomo pa kot družba sploh lahko obstali in dejstvo je, da pač
znotraj teh pospešenih, okoljskih, militarističnih in tako naprej situacij, da imamo absolutno potrebo po več družbe, kakor pa po manj družbe. Ker moramo začeti tudi globalno gledano. In to je bilo nekaj, recimo, kakorkoli z današnje točke, ker recimo neuvrščeni, se pravi, ne samo to, ker si ti rekla, da je bila neka lokalna, regionalna ali pa federalna politika zastopana na nivoju pač za otroke, da se dejansko otroke obveščali tudi o aktualnem političnem delovanju, tudi globalna politika, neuvrščeni. In neuvrščeni so dejansko bili pač en poskus, seveda na nekaterih področjih bolj, na drugih področjih manj uspešen in tako naprej. Ampak en poskus nekega miroljubnega sobivanja. Kako se danes lotevamo ekološke krize? Z vojnami. Z razpadom socializma, USSR-ja in Jugoslavije je tudi propadel ta tretja pot oziroma neuvrščeni in smo dejansko pristali na železno zaveso in na bipolarnost. Ni več vidika, bodi zdaj velikih imperialnih sil. Tako. No, dajmo mogoče, zdaj bomo počasi zaključili, še zadnje, mogoče malo direktno vprašanje. Doom and gloom. Ne, vezano na razstavo. Zdaj je že par tega programa se odvilo, par ljudi je to razstavo že videlo. Katja, mogoče kakšne so kaj odzivi in, ko si glih prej omenjala to vojne, črno-belo in to, hočeš nočeš, je vseeno malo politično obarvana ta razstava, ker pač se ukvarja z nekim časom, ki je bil zelo, vsaj zdaj, ko za nazaj gledamo, političen, kakšni bi rekli totalno propaganden in rdeč. Kako se tega lotevati na način, da kdo ne takemu raziskovanju in taki razstavi ne učita zdaj neke napol propagande, ali pa nekega usmerjanja potencialnih obiskovalcev in mladine v neke stare čase in v neke politične poti? Ta čas je seveda nanj je legla ena kopica tančic, ki ga zakriva na načine, da ga predstavlja kot neko temnico narodov, kot neko kompletno pač nesvoboden čas. Res je, to, kar je svoboda bilo včasih in to, kar svoboda je danes, sta zelo različne stvari. Če je danes svoboda to, koliko različnih šamponov si lahko izbereš na policiji ali pa koliko različnih risank ima otrok na svobodo, pa to, kar je bila svoboda recimo delovanja včasih, je bilo drugače. Ta preteklost je kompleksna, ona je tudi kontradiktorna, tako kot sem rekla tudi za žensko vprašanje. Ona ni enoznačna preteklost. Nekatere stvari so bile takrat lažje, boljše, nekatere težje, nekatere tudi kontradiktorne in narobe in v njih se moramo pogovarjati. To je naša preteklost. In kraki te preteklosti dejansko sežejo tako dobre, kot slabe stvari. Nekateri kraki sežejo tudi v dan danes. Kaj vidim, ko obiskovalci pridejo sem? Vidim pač to se pravi, najprej vidim navdušenje, zaradi tega, ker predvsem starejši, ki pridejo, to je nekaj, s čemer so oni živeli, to je njihovo otroštvo, to je njihovo življenje. Ja? To so izkušnje, ja? Ki so se potem v kasnejšem času predstavljale, kakor, to ni bila resnica, to je bila neka napačna ideologija in so se vsa ta življenja predstavljala kakor nek wasted lives, kakor neka neresnična življenja. To že spet ni nekaj, kar se je izraslo na mojem zelniku, recimo v tem je pisal Boris Buden, v neki infantilizaciji bivšega socialističnega človeka, ki je češ bil iz vseh strani obdan z vatico, imamo socialistično državo in potem mora v kapitalizmu otrok zrasti deca, ker pravo življenje, to je pa človeku volk. In potem pač vidiš to nek zelo emocionalen, hkrati pa potem tudi nezmožnost vida, se pravi,
vidiš, da je to nagovarjanje s pionirji, ki je na koncu, če pogledaš, to, kar je rekel, to je recimo omenil kamerman iz televizije Slovenija, ki je prišel pa rekel, se te pionirčki pa mladinske, to se je v bistvu držalo na neke te krščanske rituale, pa prvo obhajilo, pa drugo obhajilo, pa pravzaprav tudi te vrednote, če tako pogledaš. To bi vsaka religija bi podpisala te vrednote, biti pošten, iskren, pomagati drugmu, To je, ko bi rekla, neke osnovne etične naravnanosti. Hkrati pa nezmožnost prepoznavanja, da današnji čas prav tako interpelira, da ima določene vrednote, s katerimi nas nagovarja. In da tako, kakor recimo zdaj gledamo pionirčke, z današnjega stališča so oni obarvani vsi v belo, rdeče, plavo in to vidimo. To mogoče takrat nismo videli. In tako tudi danes ne moremo videti, kaj je pa tisto kodrlajsasto ali pa kričeče, rumeno, s čemer nas nagovarja ta čas. Hvala, Katja. Eto, zaključimo. Pridite si pogledati razstavo, ta je odprta do 14. julija. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Vabljeni, hvala vama za pogovor. Hvala tebi. Katja, živijo. Čau.